Živjo in lepo pozdravljeni v Angelskih navdihih. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In še prejšnji navdihi so bili posneti v okolju, kamor sem se umaknila pred vročino. Evo danes pa že v jopici, v dolgih rokavih in mislim, da sem po 2 mesecih prvič obula nogavice. Tako da upam, da ste kje na toplem. Poglejmo, kaj nam za ta teden, ki je pred nami, sporočajo naši dragi angeli. Prva karta, razbremenitev oziroma nadangel Azrael. Nadangel Azrael govori o tem, da se ena stvar zaključuje, da je neko obdobje ali pa neko stanje prišlo k svojemu koncu, k izpolnitvi, in to v smislu tudi duhovne preobrazbe. Se pravi, da če smo stvar, ki jo zaključujemo oziroma ki smo jo zaključili, če smo resnično usvojili lekcijo, nas je to nekako spremenilo. In če nas je spremenilo na boljše, potem smo zagotovo na dobri poti. In kadar se nekaj zaključi, takrat običajno imamo možnost, da se obrnemo naprej. Če se spomnite, smo zdaj kar nekaj časa sejali semena, čakali, dovolili vesolju, da nas je nekako podprlo, da so se stvari dogajale v ozadju, da smo stopili skozi nova vrata. S tem pa nadangel Azrael nam pa danes sporoča, da zdaj je pa ta stvar res zaključena in da se odpira nekaj novega, da je čas, da se premaknemo naprej. In druga karta je šestica vode. Šestica vode govori o čustvih. O čustvih iz preteklosti, o čustvih iz našega otroštva, o tem, da se mogoče zadržujemo v preteklosti. In glede na to, da smo imeli prej nadangela Azraela in pa razbremenitev oziroma transformacijo iz nečesa starega v nekaj novega, nam sporočajo angeli, da predvsem na področju čustev, da nehajmo vleči za sabo stvari. Da tisto, kar je v preteklosti, naj tam ostane. V preteklosti, ker tja spada. Če želimo v prihodnost, ki bo drugačna od tega, kar je bilo, potem moramo danes že nastavljati nekaj novega in danes, v tem trenutku, pustiti vse tisto, kar je bilo, in enostavno prenehati jokati za tistimi starimi dobrimi časi. Zelo veliko ljudi namreč še vedno živi v preteklosti, v enem obdobju, ko jim je bilo fajn. In takrat, ko jim je bilo fajn, tistega ne pozabijo, zdaj vmes pa že dolgo ni fajn. Ampak pozabljajo, da je tudi za tisto, kar želimo, da je fajn, treba nekaj narediti. In če bomo samo objokavali tisto, kar je bilo, potem se ne bomo mogli nikoli res osredotočiti na ta trenutek zdaj in postavljati stvari za prihodnost. Tako da to je še treba majčkeno podelati, majčkeno se pogledati, kje še mogoče vlečemo nekaj za sabo, kar ni več pametno, da peljemo naprej v prihodnost. Petica zraka, tele samorogi, ki so na tej slikci, govorijo o mislih. Se pravi, razmišljanje, kje so, prej smo rekli čustva, če se v preteklosti nekje pojavljajo, kaj pa naše misli. Kam pa naše misli begajo, kako so postavljene, kako imamo kultivirane misli. In kje nam nekaj ni všeč, pa se še nismo nič naučili iz tega. Kje je tista lekcija, ki nam jo nekako ljudje
ki so vpleteni tudi skupaj z nami, ki nam jo kažejo in zakaj se toliko oklepamo nečesa, če tam energija ne teče lepo. Tako da tam, kjer se ta preobrazba, to ravnovesje oziroma neka razbremenitev dogaja, to, kar nam je nadangel Azrael prinesel, je na področju čustev in pa mentala. Se pravi, čustva, mental, da vam takole obrnem. Tele 3 karte so danes, se pravi, razbremenitev, nadangel Azrael, 6 vode in pa 5 zraka. Voda so čustva, zrak so misli. Torej, kje na področju čustev in na področju mentala se še ustavljamo. Pa mogoče en čist kratek, kako bi temu rekla, ena kratka vaja, ena kratka tehnika, če tako želite. Zaprite oči in samo naredite vdih in izdih in se osredotočite na to, katera čustva vas zdajle v tem trenutku prevevajo. Katera čustva se pojavljajo, a je to eno čustvo, a je več čustev. In ko ste tako, samo pogledate, nič ne rabite s tem, samo a je zdajle to, a je to. In potem pogledate svoje misli, kam vam bežijo, kaj se zdajle pojavlja v vaših mislih. Samo opazite, kaj vam čez glavo šiba. In zdaj, a se katera od teh misli povezuje s čustvi, ki ste jih prej čutili? In s katerimi? Kako se vaše misli in vaša čustva povezujejo? Ker naša čustva ustvarjajo misli in naše misli ustvarjajo čustva. Se pravi, zelo lepo čustveno in mentalno telo sodelujeta. In zdaj začnite izbirati, katere misli in katera čustva so tista, ki jih želite čutiti in katera so tista, ki jim boste rekli: hvala, slišim tvoje sporočilo, angeli, prosim pomagajte, da to čustvo dvignem na nov nivo ali pa spustim. In pokličite angele, da vam pri tem pomagajo. V tem tednu bodite pozorni na svoje čustva, bodite pozorni na svoje misli in na to, kaj želite nesti s seboj in česa ne želite več. Naj vas pri tem vodijo angeli, naj vas pri tem objemajo s svojimi krili, predvsem pa naj vam pokažejo vašo lastno angelsko naravo, kajti vsi vi ste angeli v človeški podobi. Do naslednjega tedna, čudovit teden in čau.